Na prvi pomladni dan so v Škofijah uradno odprli novo osnovno šolo. Obisk je bil številčen. No, Škofjoti so že nekaj časa dobivali obljube, da bodo dobili novo šolo. Dokazali so pa tudi in predvsem to, da je prejšnji objekt bil dotrajan in potreben ne samo prenove, ne samo sanacije, ampak v bistvu rušenja in novogradnje. Tako da je bilo zelo primerno to, da se je odstranilo vse zelo dotrajane stene in tako dalje. Novogradnja osnovne šole Oskarja Kovačiča je ena največjih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v mestni občini Koper v zadnjem desetletju. Sama šola je stala približno 12 milijonov evrov, celoten projekt pa, glede na to, da je bilo treba zagotoviti nadomestne prostore, jih urediti, pa približno 16 milijonov evrov. Nova šola se ponaša z 18 novimi oddelki, učilnicami za individualno obravnavo, računalniško učilnico, kuhinjo z jedilnico, knjižnico, garderobami, kabineti, kolesarnico in zunanjimi prostori. Zdaj se že na 2 slaba tedna nazaj v osnovni šoli. Kakšni so prvi vtisi? Vtisi so dobri, predvsem sem zadovoljna, ker so sodelavci zadovoljni. Res po tej prostorski stiski se zelo pozna, da se malo drugače zadiha. Zadovoljni so tudi učenci, ker res to povejo, da tam so bili majhni prostori, čeprav so bili lepo urejeni, primerni, pač glede na pogoje. Ampak tukaj so pa drugače zadihali in jim je zelo všeč. V prihodnje se bodo potrudili, da učencem zagotovijo dodatne učne pripomočke, kot je posodobljena oprema računalniške učilnice. Do konca pa bodo uredili še športno igrišče. Lahko rečem, da sodelovanje z občino, z investicijskimi službami, z uradom za družbene dejavnosti je potekalo korektno in tudi poteka korektno. Smo bili stalno v bistvu na vezi, v stikih. Tudi če smo karkoli dodatnega še potrebovali glede na posebne prostorske pogoje, so nam šli tudi naproti. Tako da jaz to sodelovanje res lahko samo pohvalim. K obstoju nove osnovne šole je pripomogla tudi krajevna skupnost Škofije. Moram reči, da ta investicija gotovo je ena izmed strateških v našem kraju, tudi v občini. Zato smo zelo zadovoljni, da se je ta zadeva, ki se je toliko časa nekako kalila, zdaj uresničila in jo imamo danes pred sabo. Šolo trenutno obiskuje 340 otrok, zasnovana pa je za 500 šolark in šolarjev. 20. marca je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo. Udeležila se ga je tudi slovenska ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko iz Gibanja Svoboda. Ministrice in ministri Evropske unije so med drugim spregovorili o sektorju ribištva, pomenu opraševalcev in razmerah na kmetijskih trgih. Za področje ribištva je komisija predstavila ukrepe za izboljšanje trajnosti in odpornosti sektorja ribištva ter ribogojstva. V skladu z Evropskim zelenim dogovorom naj bi tako sektor ribištva in ribogojstva do leta 2050 poskušali preoblikovati v sektor brez emisij. Predvideni ukrepi spodbujajo uporabo čistejših virov energije in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter zmanjšanje vpliva sektorja ribištva na morske ekosisteme. Ministrica je pri tem izpostavila, da morajo ukrepi upoštevati ribiške skupnosti in segmente sektorja, ki imajo zanemarljiv vpliv na morsko in obalno okolje ter se ukvarjajo s trajnostnim pridobivanjem hrane iz morja. Povedala je tudi, da si želi, da bi bile tovrstne trajnostne prakse nagrajene in da jim bodo s prilagojenimi ukrepi omogočili ukrepe tudi v prihodnje. Sredstva iz obstoječega vira financiranja namreč niso dovolj visoka, da bi zadostovala potrebnim investicijam. Zato je potrebno ukrepe prilagoditi, da bodo financiranja deležni tudi manjši ribiški sektorji. V ospredju zasedanja je bila tudi razprava o razmerah na kmetijskih trgih zaradi posledic vojne v Ukrajini. Razmere na kmetijskih trgih so zaskrbljujoče, pravijo, še zlasti v sektorju prašičjega mesa, sadja in vrtnin. Vojna pa ne vpliva samo na kmetovalce, ampak tudi na potrošnike. Vedenje slednjih se je namreč zaradi visoke inflacije in naraščajočih življenjskih stroškov spremenilo. Ministrica je še dodala, da je potrebno nadaljevati z nadzorom razmer na kmetijskih trgih.
Lanskoletni julijski požar na Krasu je bil največji v zgodovini samostojne Slovenije. Poletna sezona in visoke temperature se približujejo, s tem pa tudi nove skrbi za nastanek požarov. Ali lahko rečemo, da je za požarno varnost poskrbljeno? Smo dobro pripravljeni tako na požar narave kot na ostale intervencije, ki se dogajajo na našem območju. Je pa res zadnji požar na Krasu v lanskem letu nam dal nekaj iztočnic, nekaj stvari, ki jih moramo popraviti, spremeniti oziroma kako bi rekel, se posvetiti izobraževanju določenega kadra, ki s ciljem, da bojo intervencije še bolj uspešne. Problem pri požarni varnosti tiči najprej v tem, da ni ustreznega izobraževanja. Imamo smernico za požarno varnost, ki jo je izdalo ministrstvo, ampak se le ta sklicuje na več kot 2000 strani tujih predpisov, kar povzroča v stroki zmedo pri razumevanju zahtev. Glede požarne varnosti v objektih, problem tiči v tem, da bi se moralo pričeti načrtovanje že pri urbanističnih zasnovah, saj se mora zagotoviti ustrezne dovozne in intervencijske površine za gasilska vozila in zadostno količino vode za gašenje. Pri objektih se začne pri gradnji, pravzaprav že pred gradnjo je potrebno izdelati študijo požarne varnosti. Zato odgovoren tudi pooblaščeni inženir, projektant. Poglobljen prispevek o požarni varnosti v Istri in na Krasu si lahko ogledate v torek ob 18. uri na Megafon TV. Če je prejšnji teden proračun potrjeval koprski občinski svet, je bil sedaj na vrsti izolski. S to razliko, da izolski proračun ne predvideva takih investicij kot koprski, pravzaprav sploh ne predvideva novih naložb. Kot je uvodoma pojasnil Bogatič, so finančne preobremenitve iz lanskega leta velike, zato so morali celo oklestiti nekatere projekte iz prejšnjega mandata. Po več kot 2 uri trajajoči razpravi so svetniki sprejeli predlog proračuna, ki pa nekoliko višji od prvotno predlaganega, saj so povišali znesek namenjen kulturnim in športnim društvom. In prav vrnitev zneska na lansko raven pred obravnavo je razveselilo opozicijske socialne demokrate, je v razpravi povedala Romina Kralj. Je pa tudi upozorila na to, da strankarskim kolegom nista sodelovala pri pripravi osnutka proračuna, zato je županu očitala pomanjkljivo komunikacijo. Župan je očitke zavrnil, saj je bil osnutek proračuna v enomesečni javni obravnavi. Na koncu je za proračun glasovalo vseh 21 prisotnih svetnikov. Lokalna akcijska skupina Zelena Istra je začela s pripravo strategije lokalnega razvoja, ki je podlaga za delovanje LAS in izvajanje projektov v obdobju do leta 2027. Strategijo bodo oblikovali na 5 delavnicah, na katerih bodo opredelili potrebe, izzive in potenciale na območju ter zastavili predloge ukrepov in projektov ter njihovo realizacijo. LAS Zelene Istre je bil ustanovljen 10 dni nazaj. Je pač javno-zasebno partnerstvo 3-4 občin, Koper, Izola, Piran, Ankaran, in pa gospodarskega sektorja, civilnega sektorja. Tako da zavzema eno široko paleto deležnikov, ki ustvarjajo nekako naše podeželje in seveda tudi mesta. LAS je v Sloveniji, imamo 37 LAS-ov, tako da mi smo samo eden od njih in smo prav v teh dneh pričeli z izdelovanjem našega strateškega dokumenta, to je strategije lokalnega razvoja, na kateri v bistvu vključimo zainteresirano javnost, torej vseh sektorjev, ki pač delujejo na območju LAS-a Zelene Istre, torej v območju 4 občin, in bomo pač za strategijo, ki jo moramo zaključiti do 31.6. do junija, in moramo dati na ministrstvo, ki jo bo ocenilo, in seveda pričakujemo do konca leta, da bomo imeli že odločbo in takrat bo LAS ustanovljen in lahko pričel z delom. K sodelovanju pri oblikovanju strategije so povabili zainteresirane deležnike, od kmetov, fizičnih oseb, podjetnikov, predstavnikov občin do nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prva delavnica je bila izvedena v torek, 21. marca, v prostorih Rotunde v Kopru. Na njej so s sodelujočimi naredili SWOT analizo in napovedali prihodnje korake. Kot ključne potrebe so udeleženci na delavnici izpostavili ohranjanje in sanacijo vodnih virov, popis in sanacijo obstoječih gozdnih poti ter ohranjanje kulturne dediščine,
petja, plesa, noš, narečij in rokodelskih spretnosti. Načrtujemo v naslednjem tednu še 3 delavnice, ki bojo v različnih, torej v drugih občinah, torej v Ankaranu, v Piranu in v Izoli. In seveda na koncu še zadnjo, ki bo v začetku aprila, kjer bomo pogledali, kakšne podatke smo vse dobili, torej kakšne problemi tarejo naše okolje in kje bomo lahko pomagali. V nadaljevanju bodo tematsko obravnavali vsako področje posebej, od trajnostnega kmetijstva, okoljskih problemov, problemov ranljivih skupin do mladih, turizma in kulturne dediščine na podeželju. Osrednji cilj LAS je ugotoviti, kaj skupnosti na podeželju dejansko potrebujejo in jih spodbuditi, da same začnejo iskati rešitve, seveda s pomočjo. S tem pristopom, pravi sogovornik, se skušajo izogniti temu, da projekti nastanejo v birokratskem okolju, ki ni povezano s prakso, zaradi česar veliko na videz uspešnih projektov v preteklosti ni dobilo prave realizacije na terenu. Namen lokalne akcijske skupine torej je, da skupnost vodi razvoj sama. Torej, da prihajajo projekti od spodaj, od ljudi, od deležnikov, kateri se soočajo s problemi, vsakodnevnimi problemi in jih te recimo poskušajo na nek način rešiti. Torej, ta pristop je, da na lokalnem nivoju v bistvu analiziramo same projekte, jih ocenimo in jih tudi kasneje sfinansiramo. S pomočjo seveda skladov, kateri so na voljo, torej Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj in pa posebej za ribiški las je LAS za pomorstvo in ribištvo. Slaba stran tovrstnega financiranja je, da morajo udeleženci projekte najprej financirati sami. Vložek jim skladi sicer kasneje povrnejo v največ 80% deležu, vendar to močno oteži sodelovanje tistim, ki zagonskega kapitala nimajo. Kljub temu Goja poudarja, da je ključ do uspešnosti ravno v povezovanju in soodločanju, le na tak način je namreč mogoče uspešno reševati skupnostne probleme, kar je tudi osrednji cilj lokalne akcijske skupine. V torek je potekala kazenska obravnava proti Robertu Časarju, nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper, Milanu Pučku, nekdanjemu izvršnemu direktorju, članoma uprave Aldu Babiču in Marjanu Babiču ter avstrijskemu poslovnežu Dietru Kasu zaradi domnevno škodljivega nakupa 10% deleža slovaškega holdinga Trade Trans Invest. Na okrožnem sodišču Koper so v torek v zvezi s tem zaslišali 4 priče. Sojenje se bo nadaljevalo aprila. Minister Simon Maljevac in drugi sodelavci iz Ministrstva za solidarno prihodnost so se udeležili turneje po Sloveniji. V različnih mestih se srečujejo s predstavniki stanovanjskih skladov in pogovarjajo o potencialnih rešitvah držav stanovanjske politike. Prejšnji teden so obiskali tudi Koper. Obiske upravljamo zaradi tega, ker hočemo našo politiko temeljiti na praksi, na izkušnjah iz terena. Politiko verjamem, da se najboljšo dela iz življenj ljudi in ne iz pisarn. Dobili smo se tudi z županom, pogovorili smo se o izzivih, s katerimi se sooča sklad in pa tudi občina na področju stanovanjske politike. Tu je župan predvsem izpostavil problematiko aktivacije hiš izven centra Kopra. V Kopru so ministrstvu predstavili specifičen problem zapuščenih hiš na koprskem podeželju. Medtem ko delež nenaseljenih stanovanj v samem mestu Koper znaša 19,9%, v obmestnih naseljih 23,85%, na podeželju ta znaša 45,33%. Gre za prazna stanovanja, ki so večinoma zaradi starosti in nevzdrževanja neprimerna za bivanje. Slovenska Istra ima en specifičen problem, kar se tiče različnih hiš, ruševin ali parcel, ki se jih težko aktivira na račun tega, da je veliko dedičev razmetanih po svetu, tudi ne več med živimi, in ta problem se vsako generacijo samo še veča, zato je prav, da to tudi posamezna ministrstva, glede na to, da gre za problem, ki ga morajo medresorsko reševati, da ta problem tudi ministri spoznajo, in sem ga z veseljem tudi predstavil in vidim, da
so ga razumeli in upam, da bodo tudi zagrabili reševanje le-tega. Ker je v Kopru povpraševanje za stanovanja večje od ponudbe, je občina v proračun vključila gradnjo novih stanovanj. Stanovanjski dejavnosti in prostorskemu razvoju je občina letos namenila približno 4,5 milijona evrov. Dva največja projekta bosta izgradnja soseske Nova Dolinska in ureditev dodatne bivalne enote. V sklopu projekta Nova Dolinska naj bi zgradili 3 stopnice s skupno 166 javnimi najemniškimi stanovanji. Torej, to smo predstavili na stanovanjskem skladu, katere stanovanja se gradijo, kje se načrtujejo nova stanovanja. Mi bomo v okviru finančnih zmožnosti gradili, kolikor stanovanj je le možno. Je pa res, da to, vsaj po mojem mnenju, ni glavni problem v okviru reševanja stanovanjske problematike. Je seveda problem, ampak bistveno večje je to, da imamo veliko stavbnih zemljišč, ki jih ne moremo aktivirati. Torej, veliko ljudi, ki si želi do stanovanja, enostavno ne more, ker stanovanj dovolj ni. To je bistven problem našega prostora. Ministrstvo za solidarno prihodnost podpira načrte Mestne občine Koper za gradnjo novih stanovanjskih stavb. Stanovanjska politika je ena izmed pomembnih področij, ki jih je prepoznala ta vlada. Načrti obstajajo v Kopru, ampak je to področje podhranjeno po celi Sloveniji. Gradnja stanovanj mora biti več, moramo razmišljati tako z področja zemljiške politike, ki je tista, ki omogoča nadaljnjo gradnjo. Tam smo se tudi pogovarjali z županom, ker se občina sooča z določenimi izzivi na tem področju. Naš plan je podpreti vse tiste projekte, ki so v fazi razvoja do leta 2025. Te nam je tudi stanovanjski sklad predstavil. Od tega leta naprej pa bomo vzpostavili sistem, ki bo omogočal gradnjo 3000 stanovanj letno z podporo iz proračuna. Zaradi visokih cen in splošnega pomanjkanja stanovanj mladi težko najdejo stanovanja. Vprašanje pa je, kje so korenine stanovanjskega problema. Glavni osnovni problem je, da država v zadnjih 30 letih se popolnoma odmaknila iz tega področja, kar pomeni, da je zelo zanemarjeno, da je ogromno zatečenega stanja in največji problem je, da država ni opravila svoje osnovne funkcije financiranja stanovanjskega področja, tako da največji tak osnovni problem je pomanjkanje javnega proračunskega financiranja stanovanjske gradnje in tudi drugih ukrepov na tem področju. O stanovanjski problematiki bomo nedvomno razpravljali še vsaj nekaj časa, saj gradnja novih stanovanj traja več let. Vendar lahko upamo, da bo vlada upoštevala težave v stanovanjskem sektorju in jih dejavno poskušala rešiti, tako da bo vsaj nekaj upanja, da bodo mladi lahko kupili stanovanja, ki bodo v bližnji prihodnosti njihov dom. 3 mesece mineva od slavnostnega odprtja meje med Slovenijo in Hrvaško, ki se je zgodil 31. decembra 2022. Zanimalo nas je, kakšne so razmere na meji na Dragonji danes. Torej z vstopom Republike Hrvaške v Schengen se je prenehalo z izvajanjem mejne kontrole. To pomeni, da smo dvignili zapornice, v kabinah na mejnih prehodih pa ni več policistov, ki bi preverjali dokumente potnikom. Ta nezakonito prehajanje državne meje se je tako premaknilo nekoliko v notranjost države in se izvaja zdaj v obliki tako imenovanih izravnalnih ukrepov. Zdaj lahko povemo, da ta trenutek policisti ne zaznavajo večjih težav pri prehajanju slovensko-hrvaške državne meje, opažajo pa prevelike hitrosti pri potnikih. V ta namen, prav namen umirjanja hitrosti, smo na nekatere, se pravi nekdanje mejne prehode, postavili tudi silhuete policistov, ki boste najbrž lahko videli. Ob tej priložnosti seveda apeliramo na vse voznike, ki prehajajo slovensko državno mejo, da upoštevajo postavljene omejitve hitrosti. Na mejnem prehodu je promet sicer potekal tekoče, čeprav so nekoliko više proti Plovaniji delavci popravljali most, zato je postavljen semafor nekoliko upočasnil pretok. Sicer pa posebnosti na odprti meji ni bilo videti. Kljub temu pa na policiji pravijo, da razmere spremljajo in da se bo šele ob prihajajočih velikonočnih praznikih, ko pričakujejo prvi večji naval turistov, videlo, ali bo vse potekalo brez težav. Se pravi, apeliramo na vse, da pri prehajanju preko nekdanjih mejnih prehodov vozijo zelo počasi in zares previdno.
Težava pa niso le hitrosti pri prehajanju same meje. Od odprtja meje naprej, še posebej pa v zadnjih tednih, ko se je začelo lepo vreme, se je promet na cesti med Dragonjo in Šmarjami opazno povečal. Povejte mi, vi tu živite ob cesti, malček naprej je meja. Kakšne so razmere, odkar se je odprla meja? Kakor jaz vidim, je samo 100% porast prometa. Zjutraj, ko se vozijo Hrvati na delo tle v Slovenijo in naprej v Italijo, to je dirkališče, 150, 160, kakšen z motorjem, tudi verjetno še več. Policije tako na vsake kvatre pridejo malček pogledat, ne. Radarja na tej cesti, tule gor ga še nisem srečala, da bi bil, naprimer ona ravnica tja proti Čolah, tam občasno stoji, ne, tle ga ni, tle pač pravijo. Nimamo toliko osebja, pa nimamo prostora, kje je radar postaviti. Če se bi hotelo, bi se lahko. Ne. Tudi dosti je starejših voznikov, se vidi, vozijo počasi in ker to ti vozijo počasi, odzadaj so oni, ki se mudi, polna črta, križišče, ovink, gremo mimo. Spravi, razen tega se je kaj spremenilo za vas? Ste vseeno občutite vsaj to, da greste lahko brez pregleda dokumenta čez mejo? Nisem hodila kadol, ko je bila tle zraven, ko sem dokumenti ali pa brez zame ne igra vloge, tako da ne. Za nas na Mečine je samo še večji problem prijeti čez cesto, tu pridejo kmetje dol iz vasi Svetega Petra, Nove vasi, prijeti s traktorjem na cesto za vikende, misija impossible, nemogoče. Prebivalci ob cesti, ki pelje od Dragonje proti Kopru, si torej želijo boljše ureditve ceste, saj do sedaj država za to ni imela posluha. Gre namreč za državno cesto, občine pa za njeno urejanje niso pristojne. Nova turistična sezona je pred vrati in čeprav se mnogi veselimo prostega prestopa meje, vsi nad posledicami tega niso navdušeni. Z 9. veliko nagrado Slovenske Istre se je v nedeljo začela pomladna kolesarska sezona. Kolesarji so dirko dolgo 156,5 km začeli in končali v Cankarjevem drevoredu v Izoli. Na startu so se zbrali kolesarji iz 5 kontinentov in 30 držav. Najprej so naredili 4 kroge po Istri, nato pa še 3 krajše kroge v Izoli. Danes smo bili priča 9. istrskemu maratonu, 9. tradicionalni. Na začetki segajo v Izolo, zdaj so se pridružili tudi ostale občine in TZO Slovenije. Upamo, da bo dogodek dosegel še večje okvirje naše Istre. Zmagovalec dirke je postal 23-letni Poljak Bartolomej Proc. Drugo mesto je zasedel Alberto Brutomeso, 19-letni italijanski sprinter, ki si je s tem pridobil svoje prve stopničke med člani. Na tretjem mestu je slavil Slovenec Anže Skok. 22-letni Idrijčan je s tem prišel do svojih prvih zmagovalnih stopničk med člani. Ja, mislim, da najtežje so bili kar prvi krogi in ta velik klanec, tako da smo preživeli in uspelo nam je z dobrim rezultatom na koncu. Podelili so tudi nagrado za najboljšega sprinterja dirke, pri čemer je bil najboljši Jeppe Pelsen iz Danske, in nagrado za zmagovalca gorskega cilja, pri čemer je največ točk dosegel Matthew King iz Velike Britanije. This is a big year of experience for me. First year racing a lot of this level. So this is a new race for me, never raced here. We're in Adria Mobil next week. So hopefully something similar there. Tehnični direktor dirke je bil zadovoljen z njeno izvedbo, saj se je udeležilo veliko število tekmovalcev. Poudaril je tudi, da imajo to vrstne dirke velik pomen za razvoj slovenskega kolesarstva. Zato, ker na teh dirkah se fantje kalijo, se učijo in v kolesarstvu je potrebno dirke, ki so te kategorije, biti najprej prideti med prvih 10, med prvih 3, potem zmagati in tako postopoma naprej. Če hočemo mi v kolesarstvu, da bomo čez čas spet imeli nove Pogačarje, Rogliče, Mohoriče in tako naprej. Do konca marca se boste v Sloveniji odvili še 2 dirki. Velika nagrada Goriške in Vipavske doline v Novi Gorici ter velika nagrada Adrie Mobil v Novem mestu. Ta teden smo obeležili prvi pomladni dan, zato bo tudi poletje vsak čas potrkalo na vrata. Lansko sezono so v nekaterih obalnih mestih s turistično sezono dosegli nove rekorde. Kako bo letos, pa bomo še videli.
Turizem lahko nekaterim pomeni zaslužek, hkrati pa predstavlja obremenitev, ker povzroča veliko porabo pitne vode, zastoje na cestah in gužvo na obalnih plažah, ulicah in parkingih. Za mnenje o prihajajoči turistični sezoni smo povprašali mimoidoče v Kopru. Koliko se veselite oziroma ne turistične sezone, ki prihaja? Mi kot Primorci, se pravi, ki živimo na obali, se verjetno turistične sezone ne veselimo. V prvi vrsti zaradi gužve, zaradi ljudi, bomo rekli tudi malo zaradi nekih čudnih ljudi, ki se bomo rekli izpostavljajo določenim zadevam. Vemo vsi, da obala je samo eno veliko morje in sonce, ampak druge stvari so pa v ozadju, ki jih človek ne izdaja oziroma ki jih javnost ne zve. Kakšne pa so te stvari? To so stvari, ki bomo rekli, ljudi, ki živimo na obali, nas motijo. To je predvsem gužve v prometu, gužva v trgovinah, kolone in tako naprej. Gužva na plaži, že bomo rekli brez sproščenega življenja, tako kot bi rekel od večina leta, kot ni sezone. Pa iskreno ne smetajo mi. Može da se napuni grad malo više što treba, ama nemam neki problem sa turistima. Veselimo se, zakaj pa ne. Zakaj pa se veselite? Pa dobro, lepega vremena, malo turistov, ni odveč, zakaj. Kot prebivalka mestnega jedra, mislim, zavedam se, da turistična sezona mora biti, saj je del prihodka tukaj tudi iz turizma, načeloma pa malček vpliva na naše življenje, kar se tiče parkiranja, hrupa, gneče. No, tako, ampak ja, drugače pa se veselim dogodkov, ponavadi je povezano tudi z več dogodki, kar je tudi dobro za nas, lokalne prebivalce. Tako, nekaj srednjega, še kar. Zakaj pa? Ki se bo malo več dogajalo, bo malo več priložnosti za džurat, za se hengat, spoznavati nove ljudi in tako. Zelo. Kot ulični glasbenik računam na to, da čim več turistov. Večja gužva je boljše zate? Ja. Kaj pa kot meščan? Kot meščan, tudi, ker mi je lepo, jaz pač kot prebivalec prav starega mestnega jedra, pač mene ne moti hrup v sezoni, pač smo v turističnem mestu. Pač če bi me motil hrup, bi se mogel preseliti v gozd. Joga je praksa, pri kateri se obrnemo vase, prisluhnemo svojemu telesu in se prizemljimo. Kaj pa pomeni biti resnično zen, se lahko naučimo od gospe, ki je izvajala jogo na ulici v Izoli in s tem pokazala, da za dobro vadbo ne potrebujemo templja. Ponovno lepo pozdravljeni. Za vse, ki vas zanima, kaj se bo te dni dogajalo v obalnih mestih, sem za vas izbrala raznolik nabor dogodkov. V soboto 25. marca ste vabljeni na otvoritev razstave Trg neravnodušnih hrvaškega multimedijskega umetnika Nemanje Cijanovića. Otvoritev, ki se bo pričela ob 12. uri, bo potekala v Kopru v galeriji Loža. V sklopu razstave bodo razstavljena razna umetniška dela, ustvarjena od leta 2003 pa vse do danes. Na ogled bodo namreč fotografije, grafike, risbe, videi in prostorska postavitev. Raznolikost razstave pa se odraža tudi v lokacijah. Ta bo namreč postavljena na številnih prizoriščih. Vse do 21. maja bo na ogled v Mestni galeriji Piran, galeriji Meduza in Loža ter razstavišču Libertas v Kopru. Tokrat pa bo vikend zaznamovala tudi preobleka. V soboto 25. marca se bodo meje naše binarne in patriarhalne družbe ob 8. zvečer malce porušile. V Centru mladih Koper namreč klub študentov občine Koper organizira drag show. Beseda drag izvira že iz časov Williama Shakespearea. Drag pa v večini pomeni igranje maskulinosti oziroma feminilnosti, predvsem pa gre tukaj za umetniško uprizoritev. V soboto bodo tako prizorišče zavzele znane slovenske kraljice preobleke. Za uživanje na plesišču pa bo poskrbel DJ Pro Team.
Če pa vam preobleka ni najbližja, se lahko odpravite v Auditorij Portorož. Ob 20. uri se bo tam v soboto pričela gledališka igra Audicija. Priča boste lahko stresu in izzivom mladih neuveljavljenih igralcev, s katerimi se pogosto srečujejo na avdicijah. Igra bo namreč temeljila na nastopih nadobudnih študentov, ki želijo prepričati komisijo in biti sprejeti na igralsko akademijo. Ob 21. uri pa ste vabljeni še na koncert v izolski Hangar Bar. Na odru bo nastopila posavska elektro-rock zasedba Contradiction. Glasbeniki obljubljajo novo postavljen set, s katerim bodo predstavili 11 skladb z novopečene plošče Ahead of Ourselves. Na koncertu ne bo manjkalo niti starejših pesmi. V njihovi glasbi je moč slišati prepletanje breakbeatov, punka, elektronike in drum and bassa. Pa si poslušajmo prvi singl novega albuma Excess. Še pred njimi pa bo oder in publiko ogrel glasbeni izvajalec Moon Divers. Solo glasbenik iz Novega mesta bo na odru predstavil svoj žanr Lego Elektro. V nedeljo 26. marca pa bo ženski pevski zbor Mirta nastopil na svojem drugem samostojnem koncertu. Dogodek po imenu S čopičem rišemo barve petja Tod in drugod se bo odvijal na odru Kulturnega doma Izola. Pričel pa se bo ob 19. uri. Pevke želijo s koncertom prisotne popeljati v barvitost in raznolikost pesmi, ki izvirajo od tod in drugod. Na odru jih bo spremljal tudi obalni kantavtor Lejan Kozlar Luigi. V ponedeljek 27. marca ste vabljeni na pogovorni večer. V sklopu projekta Razvijamo kulturni dialog bo ob 19. uri v kavarni Lodža potekala javna razprava. Tema tokratnega večera bo vrednotenje slovenskega obalnega pasu. Vsi torej vabljeni k sproščenemu in argumentiranemu pogovoru, v katerem lahko vsak prispeva svoj pogled. V sredo 29. marca pa bo v Kulturnem domu Izola potekalo potopisno predavanje. Ob 19. uri boste lahko prisluhnili podvodnemu fotografu in snemalcu Andreju Vojetu. Za vas je namreč pripravil multimedijsko projekcijo z naslovom Pod morjem okoli sveta. Njegova zbirka šteje nešteto podvodnih fotografij, videoposnetkov in doživetij, s katerimi se lahko srečate tudi vi. Če pa bi se radi naučili kakšnega novega kuharskega recepta, ste v četrtek 30. marca vabljeni na kuharske delavnice Taste of Spain. Esej prostovoljca Centra mladih Koper bosta namreč ob 18. uri pričela s kuhanjem španskih jedi in učenjem španskega jezika. Istega dne pa se bo v kavarni Lodža ob 19. uri odvil pravljični večer za odrasle. Tako je, prav ste slišali, tudi za odrasle je namreč pomembno, da se prepustijo pravljicam. Od marca pa se lahko v petek poslovite v Centru mladih Koper. Ob 20:30 minut bodo na oder stopili mariborski Happy All McWeasel in se predstavili z novim albumom. Folk punk rock glasbena skupina je namreč pričela s promocijsko turnejo ob izidu albuma Such is Life. Da si lažje predstavljate, kaj boste v Centru mladih Koper slišali, pa si poslušamo še njihov singel 100 Years. No, pa je tudi marec hitro minil v duhu kulturnih dogodkov. Hvala za pozornost in se vidimo aprila.